Dobro jutro, dober dan, otroci. Danes dan upam ne bo zaspan in da ste pripravljeni na delo. Zadnjič smo se pogovarjali o strehi nad glavo. Ogledali ste si lahko PowerPoint posnetek s tem naslovom. Danes bomo le na kratko ponovili o bivališčih ljudi in živali. Človek gradi bivališča zavestno, ko ima dovolj denarja, prostor in načrt. Pred vami je fotografija newyorških nebotičnikov. Zgradba Pravne fakultete v Ljubljani in jurta mongolskih pastirjev. Poleg hiš nebotičnikov je človek gradil tudi druge stvari. Pred vami je fotografija Solkanskega mostu, hlev v Lipici za konje, neko šolsko igrišče. Gradil je tudi kozolce. Živali pa gradijo bivališča nagonsko, ko začutijo prihod mladičev ali spremembo vremena. Pred vami je fotografija mravljišča, termitnjaka in satovja. Hiša je prostor, v katerem živimo ljudje. To razdeljeno je na manjše prostore, na manjše sobe. Izmerimo ji lahko širino, dolžino in višino. Ali če želimo prebeliti neko sobo, ji dodati pohištvo, moramo poznati širino, dolžino in tudi višino. Že prej sem omenila, da če želimo zgraditi hišo, potrebujemo načrt. Načrt naredi arhitekt. Pred vami je načrt neke hiše, ki bo imela dnevno sobo, kuhinjo in jedilnico, delovno sobo, vetrolov, teraso in bo imela še eno nadstropje, ker je tukaj načrt, vidite načrt stopnic. Hišo zgradi zidar iz opeke, lahko tudi iz drugih materialov. Ostrešje naredi tesar, to je leseni del. Krovec pa pokrije hišo s strešno kritino. Načrt hiše je narisan v tlorisu. To je tako, kot da gledaš zgradbo od zgoraj navzdol, manjka pa ji streha. Takemu načrtu rečemo tloris. Na tlorisu je prikazana samo dolžina in širina nekega prostora ali hiše. Ne vidimo pa višine. Tloris je pogled s ptičje perspektive. To bi bilo vse. Zdaj pa vas čaka zapis v zvezek.